Tik pred penzionom. No, sej to. Ja. Sem toliko pred penzionom, da No, gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. Bi lahko tole prebral? Jan David se pogovarja. Živijo, jaz sem Jan David in tokrat v moji oddaji imam s seboj oziroma pri sebi preko internetne povezave Jureta oziroma Jura po domače. On je gorski reševalec že več kot 30 let, pa poklicni gasilec, pa predvsem je človek, ki ima rad adrenalin in vse podobne športe in pa ljubitelj živali, tudi to, če kakšna punca posluša, pa ima rada pse, pa da to vidi. Jure, živijo. 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 David. Povej, a si danes kaj bil v hribih? Bil. Kje si bil? Smučal sem, Aha, danes si samo smučil, nisi nič s padalom skakal. ne s padalom nisem, ker je kar malo preveč pihalo, ampak je treba bilo iti na smuče, no. Tako da smo s familijo smo šli na progo v Podkorenu, se je v bistvu zrihtali marca za uno dirko, a ne, in potem zelo dolgo ta sneg drži, tako da po mojemu kar do konca aprila smučali še tam. No, pa Je lušt. To bo Ja. zdaj tujci prišli, pa turisti, ne, ki si reklamo naredil, bo vsi prišli zdaj. Kaj pa naš imel miru, ne, v naravi. Se ni tako dobro, no. Kar lahko tudi doma ostanete, čisto rede. Daj Ja. mi povej to zgodbo o padalstvu. Ti si padalec, nisi nek motorni zmajar ali pa nekaj, ne, prav padalec si, ne. Jaz o padalih bolj malo vem, ampak si kdaj si sploh začel, kako sploh to izgleda? Ja, jaz sem v bistvu jadralni padalec, a ne. To je pač letim s padali, ki lahko tudi jadrajo, a ne. To ni tipično metanje z aviona, a ne, tega jaz ne počnem. Sem pa začel leta 89, no. V bistvu je zelo smešna zgodba. 1. november je bil moj prvi skok, a ne. Doma nisem glih najbolj zadovoljen, ampak se je išlo. Ja. In od takrat sem kar pač temu športu nekaj sem vmes, pa tudi nehal. Leta 2001 sem nehal, oziroma ne nehal, no, kako bi rekel, nekako dal v stand-by to, pač so bile druge bolj važne stvari v življenju, a ne. Tako da po nesreči, no, ko sem jo imel leta 2016, sem pa pač spet začel, no. Spet na veliko veselje družine, a ne. Tako je. Po nesreči ni bilo dosti še enkrat spet skakati. Ne, kaj sem hotel reči. Koliko pa sploh, jaz nimam predstave, koliko recimo ta padal, koliko je to sploh enega dela, preden ti skočiš, ne, ali si ga sam zložiš doma, pa greš, pa je to, ali kakšna naprava obstaja, ki ti zloži padal, kaj jaz vem. Ne, pač to zložiš čisto doma na vrtu ali pa tam, ko pristaneš, ne. Ker itak ga tukaj na štartu daš na razen, vse štrike lepo pogledaš, se prpneš in štartaš, ne. Zlaganje je pomemben pri teh, ki skačejo z aviona, ali pa teli, ki skačejo, base jumperji, pa teh se s pečin dol mečejo. Oni pa morajo imeti zloženja, koliko se zagre, ker tam pa ni popravnega izpita. Ja. Se pravi, pri padalih vem, da sta neka dve padali, sta prvo ta pravo, ne, pa pol še neko reševalno. Rezervo, ja. Ali je to v filmih, ali to je... Ne. Rezervno padalo imaš zmeraj zraven. To je zelo fajn, če ga imaš, a ne. Ker s tem glavnim padalom lahko kaj narobe, zmeraj moraš imeti pač nek backup, no, bom rekel, koliko pa pri vrni tehniki recimo, ne. Ja. Zmeraj moraš imeti neko rezervno vrv, da ti pač reši življenje ali kakorkoli. Tako. Pa si že kdaj odprl reševalno padalo v praksi? Ne, do zdaj še ne, bom potrkal, pa upam, da ga tudi ne bom, no. Ne, pa je to, bom rekel, kar pogosto, recimo jaz se vedno predstavljam, oziroma na YouTubeu, kar najdeš v padalcih je fails, ne. In najdeš, kako vsi odpirajo tiste rezervna padala, pa vpijajo pa kovne, ne. A pa je to, se veliko tega pojavlja ali bolj malo? Ja, pri nas, mislim, kar jaz imam izkušenj s tem, no, tega ni bilo prav veliko, no, da bi to pač na YouTubeu se pa pač pojavljajo posnetki, kjer se je pač to zgodilo, ne. Ja, ker so itak bolj atraktivni, ne, se je to pa itak Tako je, obada nesreča privlač, ne. To ljudje gledajo, ne, sicer tudi jaz zelo ne rad, ampak pogledam, v bistvu se tudi marsikaj naučiš, tako, no. Točno to sem hotel. Kaj ne bi naredil, ne.
recimo. Kaj ne smeš narediti. Tako. A pa je to tako drugače drag šport ali mislim tako? Ja, glej, koliko pa vse, ne. Če kupuješ rabljeno zadevo ali pa novo, je velika razlika, ne. Ni pa poceni. Koliko pa Recimo, je pedalo, recimo, nauči? padalo se, ajde, na osi giblje tam od 2 jurja, pa pol, pa tam do, reč, 3,5, taki šolska padala, ne. Potem pa še sedež, pride 1000 evrov, recimo, pa še rezervo 700 evrov, pa se pa zračuna, pa ni toliko malo, no. Ja. Samo, če imaš to rad, ne, pač daš, ne, sej bicikle tudi eni kupujejo za ceno majhnega avtomobila, ne. Točno. Ja, no to je res, ja. No vse, ampak pa to je verjetno stvari, ki tudi nekaj cajt trajajo, ni to, da už zdaj kar ne, 1 let. Ali je to? Ja, seveda. Ja. A pa je kakšen potrošen material pri padalih? V bistvu ne, no. V bistvu smo še najbolj mi, če se ne merkamo. Okay. Recimo, ja. Kakšna drevesa tudi naredijo škodo. Voda. Zastopam. Ni fajn. Daj mi povej, med drugim si tudi gorski reševalec, ne? Pa to delaš že 30 let, katera postaja to gorske reševalne? GRS Rateče. Aha. Najbolj zahodna postaja v Sloveniji. Kaj pa po številu intervencij, tudi verjetno kar visok, glede na hribe okrog? V bistvu naša postaja ni tako zelo obremenjena, no? Ker pri nas ni toliko veliko pohodništva, bolj plezarija, se pa dogajajo veliko stvari tam, kjer pa veliko pohodništva, ne? Tako da naša postaja je malo prihranjena, kar se tega tiče. Recimo je tam 15 akcij na let, proti drugim smo kar majhni, no. Recimo na moji strani jih ima precej več, no se je tudi logično, imajo Triglava, ne, pa Tolmin, pa turizma je cel veliko več. padalcev, tako, ja, Pa bravo. lih to sem hotel tle navezati, v bistvu, kako je pa GRS, recimo, kad ti prideš, ne vem koliko imate, ampak če imate recimo padalca, kako ti kot padalc gledaš na to, kar rešuješ nekega kolega, ali pa verjetno se celo poznate, ker vas ni veliko, ne. Sklepam. Ja, do zdaj še nisem v primera, no, da bi poznal človeka, no. Sem pa že reševal padalce, ja. Pa seveda ni fletno, ne. Ne pa, Zmeraj se tudi sebe postaviš v to vlogo nekako, ne, čist nehote, ne. Ampak, glej, pač to je del življenja, ne. ja, no, Ne pomaga, ja. točno to je. In recimo pol, kot GRS-jevec, ne, kako si pa recimo ti videl, če se zdaj, se pravi ti s helikopterji tudi rešuješ, ne, to je pa pol v bistvu kaj, dežurstvo Ja. na Brnku, ne, ali kako imate pa to? Tako, ali pa si na postaji si kot letalec reševalc in ko ni dežurstva, ne, če pride na naši postaji do intervencije, pa če pride helikopter, grem jaz kot reševalc letalec v Ampak ni tako 24/7, intervencijo. ni 24/7 Ne. GRS ekipe na Brnku. To pa ne. Aha, ni. Ker NMP pa verjetno je, ali? HNMP je, ja, samo delajo pa ponoči oni, delajo samo v vidnem delu dneva. Okej. Tudi mi rešujemo zmeraj, tudi kadar je dežurstvo, delamo od vidni del dneva, no, to je to. Ja, ker recimo Se jaz pa se spomnim, spreminja, ne, ker je pač jesen. ko je Korošica gorela, ne, pri nas v Kamenku, da je pa vsem po noč letel, ne, kao, da se je ogenj toliko osvetlil, ba je, ne vem pa ne, no. Ampak pravijo, ja, da ne Ja, lej, po noč izjeme bolj delajo, ne. ja, kakšne lažje stvari ni problem narediti, a ne. Da boš pa ti tam po noči v stenu vitlal, recimo, ne, Ja. je pa to zelo, zelo kritična zadeva, ne. Pač, Preveč je enega. tam tudi ni popravnega izpita, ne, če je kaj narobe, ne. Zelo težko. Tako. V gore itak skozi hodiš, ne. Mislim, ali greš smučat, ali greš skočati dol z gore, ali... Ali plezati, ja, karkoli. Kako pa je ta sistem GRS-ja v Sloveniji? To ste prostovoljno tam? To mi malo povej na splošno, kako sploh izgleda biti ta GRS-jevec. Vem, kaj to pomeni biti prostovoljni gasilec, pa mogoče lahko malo navežeš nekako, kako je razlika biti GRS-jevec kot prostovoljni gorski, ali pa gorski reševalec, ali pa nek prostovoljen gasilec. To pa ne vem, če si prostovoljen gasilec.
Ja, sem seveda. Okay. Pač prostovoljen si, to pa si 24/7 pravzaprav, ne. Karkoli že, ja, si GRS, pač kadarkoli pride klic, gremo, ne. Jaz ne grem samo, kadar sem na šihtu, pa tudi, če sem na šihtu, če se da s šihta iti, to naredim, ne. Je pa res, ne, recimo, veš, kako jaz pravim, jaz sem pač poklicen gasilca, ne. Mi smo kao javna uprava, ne. Se pravi, nismo glih prav zaželeni v tej Sloveniji zdaj, ne, tale javna uprava. Ja. Pač mi tudi spadamo podno in nekako GRS, no, kjer pa delam prostovoljno, pa nekako tehta to, kjer porabljam davkoplačevalski denar, recimo pri GRS kot prostovoljc ga pa malo nazaj vrnem. Nekako sem pomirjen, kar se tega tiče. Mirno spiš, kar se tiče krogotoka denarnega. Tako, bravo, ja. Ok. Dajva se še malo navezati na nesrečo, si imel 2016, če mi na hitro poveš, kaj se je sploh zgodilo za tiste, ki ne vejo. Ja, 2016 sem šel tamle pod Jalovceno razmere pogledati, no, ker to je tudi pa še ena naloga GRS-ja v našem koncu. Pač ni se išlo, ne. Na enem poledenelem delu sem padel, zelo naroden, padel sem na hrbet. Pač nisem se mogel ustaviti, brzina je bila velika. Drsul sem 300 metrov po tistem grabnu dol. Na srečo sem se ustavil, kako ne vem, pač zadeva se je ustavila. Sem se pa ustavil, sem pa pogruntal, da to ne bo v redu, ne, ker sem bil pa kar precej poškodoval, sem mu gležnja oba polomljena, nos sem mu zlomljen, en udarec sem dobil tudi po betici. Sam k sreči še pri zavesti, no, tako da sem lahko pomoč poklical. No, sej tle je zanimiv, ne? Kako si ti, kot bom rekel, nekdo, ki običajno gre drugim pomagati, kako je bilo tebi, ne vem, bom rekel, ko si delal sam pregled samega sebe, ne, verjetno je bilo dosti smotan, ne, mislim. Ali si bil tako čist miren, pa si rekel, evo, zdaj pa delamo na sebi, mislim. Ja, glih tako je bilo, no, kakor si rekel, no. V bistvu sem rekel, ki jih bom poklical, vem, da fantje obvladajo, da znajo to delati, ne. Vem, kako zadeva poteka. Tako da nobenih skrbi nisem, no, kar se tega tiče. Ampak problem je bil tak, jaz nisem mogel veze vzpostaviti, ne, s telefonom. S telefonom je bilo nekaj narobe. To smo tudi pogruntali, da je bil zakrivljen kakor banana, ker sem nekam udaril z njim, sem ga imel v žepu. In nikakor nisem mogel nobenega preklicati, no. Takrat so ratale zadeve pa zelo čudne, no. Z tiste euforije, ne, pač pokličemo, pa pridejo, pa bomo šli domov. Je bil pa kar boj za življenje, se je začel takrat. Koliko časa si bil tam? Ja, več kot pol ure sem se trudil, da bi priklical, no. Jaz sem bil zelo poškodovan, mraz je bilo tudi, ne. Sem šel jaz takrat od doma, je bilo -13 doma. In zelo hitro sem se v bistvu podhlajal, no. No, sam tako, zdaj recimo, roke so mu že tako premrle, da ta ekran na touch ni več delal, ker je bila v bistvu ga sploh nisem mogel tapkati po telefonu, ker ni več parjel, ne. Ja, k sreči sem mu eno čutaro toplega čaja, no, da sem si roke gor pogrul, da je začel pač telefon spet in sem klical, dokler se ni žena oglasila, no. Takrat sem pa vedel, da bo vse v redu. No, ja, tako. Ja, ampak kako pa to, da si, to sem takoj pomislil, kako da si ženo klical, nisi 112 recimo? Ne vem, ali je to instinkt? Tudi 112, ja. Aha, pač javnost. Tako, v tiste pol ure sem jaz klical vse, ne. Mislim, kar mi je pod roke prišlo, ker na koncu sem povedal, sem mu tako premrle prste, da ni več ta tač parjel, ne. Ja, in greš čez vse. In kakor mi je uspel tapkati po telefonu, sem pač klical čist random po imeniku, no. Ja. In slučajno se je pa žena oglasila, takrat sem pa klical in 112, še celo na avstrijski omrežje sem šel, ker pa nas tudi avstrijsk dela, ne. Ja. Tudi preko avstrijskega na 112 pa ni šlo, ne. Enostavno telefon ni vzpostavil zveze in takrat so pa stvari zelo čudne ratale, no. In sem rekel, zdaj, če na oklica, Jure, adijo, gremo. Na un svet. Se začne sprašovati verjetno, ne? Mislim,
Pa si bil koliko bi pa sam Ja, sebe ocenil, v da si bistvu, bil glej, blizu? zelo. Zelo blizu. V bolnico rekli, pa ko sem v bolnico prišel, da je bo še 15 minut mogoče. Jaz sem v 28 stopinj, so me pripeljali v bolnico. Pizdari, ja. Ampak što si bil v tem, da mislim, ta stvar me prav malo zmrazik, se jaz spomnim. No. V glavnem takrat, ko nisem mogel te veze vzpostaviti, sem rekel, kva če naredim še, da se splazim še en meter naprej, pa bi v bistvu še večjo strmino, prišel bi se odpeljal dol, preletel med tiste skale, pa bila zadeva zelo hitra vertika. Ampak ta misel, a ne, mi je pa še dala voljo do življenja. No. A veš, mislim, sem rekel, kva pa zdaj razmišljaš budalo, ne? Ja. In takrat pa mislim, takrat telefon pregriznil, ne, če bi bilo treba. Tak reality check, ja, zastopam, ja. Kaj pa zdaj recimo, kaj že koliko, v bistvu že 5 let, ne? 5 let bo, ja, 5 let decembra. od tega, a bi rekel, da je bil to taka šola zate, en tak življenjski pomin ali čist en random dogodek, ki se lahko vsakmu zgodi? Kako zdaj na to gledaš? Veš, kako sem jaz rekel, od začetka je bilo zelo hudo, ne? Jaz sem na vozičku obtičal, ne? To je bilo zame, mislim, katastrofa. Ne? Ampak sem rekel, jaz upam, da bo prišel čas, bo to samo še slab spomin in to je zdaj že. Je pa seveda eno pomin, ja, valjda. A veš, takrat sem kar par napak naredil, ki jih ne bi smul, ne? Sam pač nekako... Si prišel pri sebi do tega, da si delal napake. Mislim pa ne, da bi zdaj krivil sebe, ampak... Ne, Bog ne daj, ampak prva napaka, pa verjetno tudi največja, je bila, da sem še sama. Ne? Okay. Sej sem navajen tega, ne? Sem tudi precej sam hodil in to je bila mogoče najbolj fatalna napaka, ki sem jo naredil, da sem šel sam. No? Če ne bi šel sam, bi kamot nekdo poklical pomoč, pa bi precej hitreje prišla. Ja, jaz tudi kot reševalec vem, da po nesrečen, če z njemu se pogovarjaš, če si ob njemu, se ljudje čisto drugače počutijo, kakor pa se tam ne prepočne. Točno tako, ko je neko upanje, ne? Takrat je to to, ne? Če si pa sam, pa si predstavljam, oziroma si ne moram predstavljati čisto kako je, ampak verjetno ni lih fajn, ne? Ok, dajva se pol še predstaviti mogoče malo iz te nesreče. Kako pa gasilsko delo upletaš, to je pa polkrat praviš ti javna uprava, ne? Tam si zdaj, ti si zaposlen na GARS, je pravilno, ne? GARS Jesenice. Tako, gasilsko-reševalna služba Jesenice. Tam, bom rekel, ste predvsem znani potem, bom rekel, širša javnost ve to, da imate rešilca, ali ste ga imeli, ne vem točno, pa da karavanke pokrivate. Pa mi zdaj povej, a imate rešilca, pa zakaj sploh imate tega rešilca? Ja, lej, sicer nimamo ga več, no. Zdaj to pokriva NMP Jesenice oziroma urgenca. Imeli smo ga pa samo zaradi tega, ker smo bili mi enota, ki je bila zaposlena v železarni Jesenice. In je bila tudi enota vzpostavljena samo za železarno Jesenice, včasih. In potem so te gasilci tudi delavce vozili v bolnico, če se jim je kaj zgodilo, ker tega je bilo kar precej. To si morate vedeti, da je bilo včasih 7 do 8 tisoč ljudi zaposlenih v železarni. To je bil rešilc tudi po 3-4 na dan zunaj. Tako da tudi sam zdravstven dom takrat bi to zelo težko pokrival sama. Ti smo enemu rešilcem, ki so ga imeli. Sam s časom je pa železarna prišla na to, da je 1200 zaposlenih ali 1500, recimo tam nekje. Nesreč se seveda tudi zmanjšale, Ja. Je pa tudi velika odgovornost rešilc, se to verjetno se vsak zaveda. Ker precej znanja je treba imeti. Tako, ja. Tako da mi smo prav veseli v bistvu, da je to nama pa prevzela, ker oni so res pač šolani za te zadeve. Ja. Mi pa še zmeram, če nas rabijo, in gremo pa v pomoč. Rešilca pa nimamo več. Ja. No sej, ja, ker to se vem, da se govori. Kva pa karavanke, zdaj, kad drugo cev gradijo, a so vam kaj... Ste vi v nekih velikih pričakovanjih, da bo to zdaj čisto drugače, ali kako? Ali je načeloma zadeva ostane ista? Siguren, da bo lažji. Zdaj, če pogledamo malo zgodovino nesreča, v tunelih, enocevni tuneli so smrtna pasta.
Ja. Tako, kje smrtne žrtve ne uidejo, ne. Tudi sam posredovanje je izredno težko, ne. Zaradi dima, ne, zaradi vsega vročine, kakorkoli. Dvocevni je pa seveda veliko lažje obvladljiv, ne. In seveda, ko mi čakamo, da bo še druga cev, tudi za nas bo to veliko lažje, no, oziroma bolj varno. Kako pa Tako. se kaj z avstrijsko stranjo sodeluje? Mislim, kako imate kaj stike? Ja, seveda, imamo vaje tudi po radijskih postajah, recimo, smo tudi, se lahko slišimo v primeru intervencije, ne. Pa tudi na vsaki intervenciji do zdaj, ki je bil kakšen požar noter, smo se zmeraj noter tudi srečali, tako da tukaj ne vidim težav, no. Edina težava je pač ta jezikovna bariera. Mi znamo malo po nemško, oni malo po slovensko, nekako se dogovorimo. Je pa res, ne, da bi bilo fajn, da bi oni znali dobro slovensko, mi pa dobro nemško, ne. Sam to je pač To so pa, ja, že utopija, ne. Ja. tako. Ampak recimo, kako pa ta nek požar v Karavankah, je že bilo kaj tazga večjega za omeniti ali za enkrat še ne? Ja, kar požarov osebnih avtomobilov, ni bil pa kakšen tak velik požar, no. Sam tudi te majhni požari, saj sam veš, tudi sam z gasilca, ne. En avto kar precej dima proizvedejo, ne. Že 4 pnevmatike, že to je nekaj, ne. Pa vse, kar je v avtu, gori, ne, saj veš. Gori samo plehne, Pa ne. še tam ni, mislim, odprt prostor, ne, to je v notranjem prostoru, če tako Tako, gledaš, tudi gorivo ima nekaj, ne. ne. Ja. Tako, in najbolj se bojimo tega čepa dimnega, no. Sicer ta prezračevanje zdaj v Karavankah zelo dobro deluje, ne. Ampak če se ti enkrat zavestno zapelješ v zid dima, ne, tisto moraš imeti pa kar malo, se veš koga. Ja, se razumeva. Ja. Se razumeva. Ja. Pa čakaj, Avstrijci skje pridejo drugače? A so tudi kakšni poklicni prostovoljci? Ne, oni so prostovoljci Šentjakoba, to je v bistvu vas, ki je najbližji predoru. Imajo tudi predorski avto. Seveda kasneje pridejo pa še z Beljaka, ne, z poklicna enota. Samo Beljak je kar precej oddaljen od predora, ne, tako da mislim, da imajo 20 minut. Ja, To pa po evropskih standardih je to preveč, ne. Ja, itak. Po evropskih standardih je nekje 10 minut. Mi pa to zagotavljamo. Kako pa, ja. Kako bi pa ti zdaj rekel, kot ti si, iz kje si, nisi iz Jesenic, ne? Točno, Promeščan nisi. Jaz sem z Rateč. Aha. Rateč je planica. Okej, pa imaš, kako pa hodiš v službo, kaj je planica, pa kako iz službe hodiš? Z avionom? Ojej, ponovadi za planico tudi delam, no. Tako da takrat imam ponovadi dopust. Si ne predstavljam, kako bi na šiht hodil. Na šihče nekako, ampak šihta pa ne vem kako. Ja, s padalom, nekam en hrib pa s padalom domov. Ja. Ja. Bravo, ja. Ne, verjetno je to kar problem, samo dobro, pač to ste verjetno že za svoje vzeli in jaz si tako predstavljam, no. Da ta promet, ja, pa turizem. Tisti teden vemo, da bo štala. Se pripravaš, ja. Ja. Imaš pa še nekaj kužkov, ne? 3 kužete, kaj so, border collie? 3 imam, ja. A če imam prav, a so? Ne, avstralski ovčarji. Koliko pa so stari to? En je 13, en je 8, en pa 3. Pa to isto leglo ali so? Ne, niso nič v žlah. Aha. Pa glede na to, da imaš 3 pse, se verjetno že pozna ta, bom rekel, čredni nagon. Trop. Ja. Kar sodelujejo, ja. Ja, pa je kdo, pa kjer ful bolj tako, da bi rekel, da zdaj njemu se pa vidi, da je vodja ali pa tako. Ja, tam malo. Aha. Mladinski, 3 leta star, ja, ima vse pod nadzorom. Aha, dejansko najmlajši pa ima vse pod nadzorom. Ja, bravo. Karakterno so psi kot ljudje, ne. In zmeraj se najde en vodja, ne, in v tem primeru je tole naš ta mal Kobi. Kako pa da zanimivo, no. Ja, kako pa da 3 pse, recimo, ko poprečen ljudje imajo enega psa, pa pravijo, da imajo dosti, ne, ti imaš pa 3, ne. Mislim, vi, kakorkoli. Ne vem, ja, sej, včasih se tudi midva vprašava, no, je to normalno. Ženo.
Pač jaz delam reševanje z njima, ne. Aha, jih imaš za Žena reševanje. pa, žena pa agility laufa z njimi, no, ta tekmovanje. Sicer sta starmu ne več, s temu ta srednjemu tudi ne, zdaj sta mladmu dela, no, s Kobijem. Aha, praviš, da jih Tako imaš da, tako. za reševanje, ok. Kakšno reševanje? Gorsko, gasilstvo, pri tebi ne vem, ne, kaj je Ne to? gorsko, Aha, v plazovih, to je pri GRS. Se pravi, Reševanje v plazovih pa pogrešane osebe. ampak to ni ta združenje reševalnih psov. Ali je to posebej GRS, Ne, ima ne, pač psa? ne. Aha, imaš psa. GRS. Ja. Ja. Dobro, v redu, da mi pol proti koncu se zdaj počasi gibljeva. Pa mi povej še, recimo, glede na to, da delaš 101 stvar, ne, kar se tiče adrenalina in tako dalje. Kaj bi si pa mogoče še želel narediti, pa še nisi do zdaj? Da imaš pa neke sanje, ne vem, zdaj bi se pa rad z jadrnico pel okoli sveta ali pa, ne vem. Kaj pa vem, kaj. Veš, kam bi šel na Aljaško, bi šel smučat, na Helijski. Ok, sem pričakoval nekaj tok, kako bi rekel, pa ni odbito, ampak ja, adrenalinsko, ne, Aljaska pač, Ni, vsazga zebe. ful manj želel to, ja. Ja, bravo. Ne, a pa ti si zelo zimski človek, imam občutek, da te mraz neki ful ne zmotne. Ja, sicer me zebe kar radono, tako da se moram kar obleči po zimi, ampak dejansko imam pa zimo najrajši, no. Sploh hribi po zimi so mi najlepši. To se vidi, da si z unga konca, ne. Dej, a sploh Ja. hodeš na morje pol ali imaš dosti, kaj je v senicah sonce, pa je to? Ja, srečo ali pa nesrečo imam, da žena zelo ljubi morje, ne. Tako da vsak let moramo za 14 dni v Dalmacijo. Ampak lej, sem najdel dol en hrib, kjer se da tudi s padalom skočiti dol, pa Ok, ja, si predstavljam, da ko pa greš pol dol s tovornakom, da si peleš vse stvari dol. Yes. Skoraj. Ja, bicikli pa dal. A ja, seveda še bicikli, ne. Saj zadnjič sem gledal en video, ki si objavil, ki si snežne plazove, samo ti si bil pa na smučkah, se mi zdi. Je bilo pa kar fascinantno, ki si tam hodil po eni poti, ne vem zdaj le točno. Aj, ti si šel pa v Tamar, ja. No, to, ja, to. In so bili res uni plazovi, jaz si nisem to Ja, ja. predstavljal, da je tako dejansko v Sloveniji, ne. Mislim, da je nekaj takega v naravi. Ker se mi zdi, da sploh se Ja, kar. ne zavedamo, če nisi to videl, da sploh vse to imaš v Sloveniji, ne. Mislim, tako, z tega vidika. Mi imamo vse. No, sej, to je res. V Ljubljano na Ig še kaj hodiš, zdaj praviš, da si nekaj hodiš, a ne? GRS, ja, na GRS. Še, seveda, zdaj. Gasilce, ja. Ja, no, pa se vrna tehnika zdaj z masko je kaj drugače. Ne, nič. Nič, ne. Vozil tako, kar pa brez maske. Točno Tako da. Ok, dobro, po moje, da lahko počasi zaključiva. Po moje sva povedala. Lahko daš recimo še na svet mladim, ki bi si želeli toliko aktivno dejstvovati v življenju. Kaj je tvoj moto mogoče, da slišim? Ne sanjate, ampak to, kar sanjate, naredite. Ok, to mi je pa všeč. To mi je všeč. Tako da hvala ti, Jure, pa Jur, pa se vidimo, pa slišimo. Hvala ti. Ajde, hvala, da si me poklical. Nikaj. Ajde. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.